tržnih razmerah je najpomembnejše zagotavljanje plačilne sposobnosti in vse, kar vpliva na potencialno oslabitev prejemkov in potencialno okrepitev dolgov, obvladovanje finančnih tveganj, ki lahko kakorkoli vplivajo na oslabitev podjetja, dejavniki tveganja, kot so obrestne mere, devizni tečaji, spremembe bonitet kupcev, dobaviteljev, potem je investiranje, naložbe. Naložbe morajo biti pretehtane in morajo zagotavljati pozitiven denarni tok. Naložba je lahko ekonomsko upravičena, ni pa rečeno, da si jo podjetje lahko privošči in da bo zagotavljala denarni tok takšen, kot bo treba poplačevati dolgove iz te naložbe. Potem finančno načrtovanje. Finančni načrti morajo biti realni, ker to so pogodba med deležniki v podjetju, med upravo, lastniki in zaposlenimi, da se na koncu uresničijo. Finančni načrt ali pa prihodki podjetja, z njimi se ne da poravnavati obveznosti. Obveznosti lahko poravnavamo samo z denarjem na računu podjetja. Bistvo finančnika je v minimiziranju oziroma odpravi vseh dejavnikov, ki lahko vplivajo na oslabitev plačilne sposobnosti podjetja. Kapitalska ustreznost podjetja pomeni optimalna sestava virov financiranja podjetja, ki zagotavlja, da je podjetje plačilno sposobno in da maksimira hkrati vrednost podjetja. Gre za odnos med varnostjo in donosnostjo v podjetju. Delež potrebnega lastniškega kapitala med viri financiranja je odvisno od dejavnosti podjetja, od obsega poslov, ki jih podjetje upravlja in pač tveganjem, katerim se podjetje izpostavlja pri upravljanju teh poslov. Optimalna sestava ali pa idealna sestava virov financiranja je takrat, kadar so prejemki podjetja skladni z izdatki podjetja. Ampak to je zgolj teoretično možno, ampak k temu mora podjetje slediti. Kapitalsko ustreznost lahko imenujemo tudi boniteta podjetja, plačilna sposobnost podjetja ali pa finančna moč podjetja. Povezave so na področju vrednotenja finančnih inštrumentov, vrednotenja obvladovanja finančnih tveganj, kot zahtevajo novi računovodski standardi in razkritja na teh področjih. Povezave so tudi na tem, ker so računovodski izkazi podatkovna podlaga finančniku za odločanje. Seveda jih mora finančnik prilagoditi in narediti iz računovodskih izkazov finančne izkaze. Računovodski izkazi so pač delani po namenu, ki so za finančnika relativno neuporabni. Treba jih je prilagoditi, da bojo po likvidnosti, kdaj sredstva zapadejo v plačilo. Razlike so pa v tem, da prihodki niso prejemki, izdatki niso odhodki, in da šteje samo denar in da dobiček ni denar na računu, in da računovodske izkaze se da popravljati za nazaj. Finančne odločitve se sprejemajo za vnaprej in so dokončne in običajno tudi posledice.